imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega Duha in prerojeni bomo. Molimo Bog, ki se srca vernih z razsvetljenjem Svetega Duha učil, daj nam, da bomo v istem duhu spoznali, kaj je prav. In se vedno veseli njegove tolažbe po Kristusu našem Gospodu. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Predragi romari, dragi brati in sestre, najprej vse prav, lepo in prisrčno pozdravljam. Najprej župnika Tadeja in vse ostale brate mašnike, potem vse vas, ki ste se zbrali na to naše srečanje, tudi vse, ki jih ta moj pozdrav po vas lahko doseže. Z velikim veseljem prinašam pozdrave naših ribičev in pomorščakov, da tako rečem, z našega morja. In seveda rad omenim takoj na začetku pozdrave zlasti iz Strunjana, od naše Marije Device Strunjanske. Verjetno ste malo sledili, se je bilo toliko tega. Letos slavi 500-letnico prikazanja. In smo imeli na predvečer Šmarnega dneva, 14. zelo najdaljši obred v Sloveniji, sigurno. Mislim, da ni daljšega, ker smo začeli popoldne ob 5 in končali zvečer ob 10. Nič prej, niti minut. In to vaš čas gre, deluje. Zelo prisrčno in zelo lepo. Tudi vi ste imeli tukaj kar nekaj že raznovrstnih shodov, mi je gospod Tadej že prej omenil. In tako se v teh dneh dogaja to, kar piše prerok Zaharija, kako bo v mesijanskih časih. Pravi tiste dni, ko bo vse takole, vse ta pravo, ko mora biti, bodo šli prebivalci enega kraja, prebivalci drugega kraja in bodo rekli, pridite še vi z nami, gremo skupaj na Gospodovo goro, prosit Gospoda milosti in slavit Gospoda. In to je zdaj, zlasti včeraj, ta šmarni dan, koliko je bilo po celi naši lepi deželi, koliko je bilo takšnih premikov, da so šli prebivalci enega kraja s prebivalci drugega kraja na različne Gospodove gore, različne. In vedno je bil isti cilj, slaviti Gospoda in prositi Gospoda milosti. Tako nas vse te reči zelo preprosto, zelo lepo nagovarjajo. Vsak človek ima svoje vprašanja, ima svoje dvome, svoje skrbi in tako. In vsak svoje najde. Božja beseda je tačna, da na vse strani deluje. Piše prerok Jeremija, to je ko kamen, ko kladvo, ki ga razbiješ kamen in se razleti na stukošku. In vsak ima svoje sporočilo, vsak ima svoj pomen in tako od tega vsi vedno znova dobi, vsak človek tisto, kar potrebuje. In sem prepričan, da ni nobenega tukaj med nami, ki ne bi imel te izkušnje. Vsaj takšni majhni stvari. Kako človek ravno skozi te slovesnosti, crkveno leto, naše raznovrstna praznovanja, kako najdemo tam svojo tolažbo, najdemo svoj pogum za življenje, ki je pred nami. Danes je pred nami Sveti Rok, seveda. Eden od 14 tistih posebnih priprošnikov v sili, raznovrstnih, in ta eden od teh 14, ponekod sem videl eno sliko v Nemčiji, verjetno poznate še koliko je. So v eni cerkvi vseh 14, verjetno še kje. No, Rok je eden izmed teh najbolj znanih, najbolj, ko bi rekel, uporabnih priprošnikov v sili, kot se imenujejo. Vsej poznamo njegovo življenje in tako silno, skromno in zanimivo. In piše, tam sem videl, torej so različne oznake, ena takšna, ki mi je tako ostala, se mi zdi kar dosti dobra in merodajna, piše Sveti Rok, romar in spokornik. So še druge oznake, tudi leto svetnikov boste videli in tako, te dve sta se mi zdeli kar dobri. Sveti Rok, romar in spokornik.
To dvoje dejansko ga zelo označuje. Prvič, da je Romar, vsi vemo, kako je vse prodal, in potem se napotil v Rim in tako, kaj vse po poti doživljen, in potem tudi spokornik, zlasti, ko se je vrnil in ko ga niso prepoznali in je tistih zadnjih 5 let svojega življenja zelo spokorno, skrajno spokorno preživljal. In ti dve točki, gledajte, čisto na kratko bi rad tudi, saj vi vse tu že veste, ampak samo da se spomnimo in samo da nekako osvežimo v sebi ta spomin. Najprej, da je bil Romar, veste. In vsak človek je Romar, veste, bolj kot si mislimo. Vsak človek prinese ta smisel, to potrebo po romanju že samo na svet. In v zadnjih časih, ravno včeraj sem poslušal na radiju, se to in romanja in tudi raznovrstni pohodi, ki niso čisto ločeni od romanja. Veste, marsikakšen pohod ima zelo dosti romarskega notri, zelo dosti. In je tu v porastu, se krepi. In je prav, veste, ker vsako naše romanje in tudi dosti teh naših pohodov, veste, ima vedno ta namen. Pač človek, da se naredi na zunaj eno pot navzven, da se nekam pride na en vrh, na eno goro, na eno kraj, tako na Božjo pot, nove cerkve, stare cerkve, poglede, tako. To je navzven. Ampak tukaj notri je vedno ozadje, veste. In človek se ne bi zmaknil z mesta, če ne bi ob tem hotel narediti tudi eno notranjo pot, veste. Tudi po tej notranji poti vsi hrepenimo. Vsak človek bi rad bil vedno boljši. Bi rad bil, veste, noben ki bi ne hotel. Lahko se zelo zmoti, človek poskuša na razne načine. Vsak bi rad bil boljši, veste. Bi rad, da napravil iz sebe eno lepšo podobo. Vsi smo ustvarjeni po Božji podobi, ampak je naša glavna naloga pravzaprav, da to podobo, Božjo podobo, ki je že v nas, še izboljšamo, izpopolnimo, da bo vedno bolj blestela, da bomo v drugem vedno bolj prepoznali Božjega otroka. Tu je ta romarski vidik. In tu ima strašanska ozadja, veste, to vprašanje. Če samo se ustavimo pri enem, pri Božji veseli, tukaj izvoljeno ljudstvo so skoraj, bi rekel, romarji, veste. In sem že večkrat rekel, ste mnogi slišali, svetopismo so napisali nomadi, ali beduini, kako hočete, beduini po arabsku, rajši rečem nomadi, ker je pač med njimi ta razlika in tako. Ampak oni so v bistvu, še danes, imajo svojo državo, že 70 let, ampak jih je še zmeraj 2/3 živijo po svetu, ne v Izraelu, ne v svoji domovini. In so neke vrste nomadi, vidite, so. In zakaj so ravno nomadi bili primerni, da napišejo Božjo besedo? Ravno zaradi tega, ker je Božja beseda ravno namenjena. Po hebrejsko se reče Božja beseda, postava se reče Torah, a to pomeni smerokaz. Smerokazi, Božje zapovedi so smerokazi, tukaj tako, tam tako. Tako da vsako berilo, vsak psalm, vsak evangelij je za nas en smerokaz na naši duhovni poti, ki jo bi radi naredili, in tu so oni, vidite, iz svoje izkušnje, po Božjem navdihu, seveda, ampak ne brez svoje izkušnje, veste. Božji navdih se nima kam prijeti, če nima podlage, če sam ne nosim nekega razpoloženja v sebi, da to spremem, da s tem sodelujem, da tu zrno pade v eno dobro zemljo, da potem zraste. Torej, to je ta romarski vidik. In oni so sploh celo zgodovino, tem je velikanska njihova prednost. Dokler niso prišli, dokler ni nastala Božja beseda, dokler niso Judje tu, so vsi okoliški narodi pojmovali zgodovino kot eno kroženje na mestu, veste. Cela zgodovina kroži, kukar kroži letni časi, dan in noč, deževna doba, suha doba in vse kroži, vse se ponavljajo. In to. Potem pa pride Mojzes, s temi svojimi razlagami in to.
In kar naenkrat ta zgodovina sveta in človeštva, ki kroži na mestu, konča. In se začne ta klopčič razvijati. Veste. In dobimo iz enega klopčiča, dobimo kar naenkrat eno črto, eno premico, eno izhodišče in en cilj, eno smer. In to je za nas tolažba, veste. Tukaj imate, vsak človek, ko pride, in stopi že na neko pot, je že nekaj pred njim. Ni straha. Glede, tu so preprosto rečene stvari, ima zelo globoke. Kolikokrat se nam dogaja, da človek misli, tu se ne bo nikoli rešilo. Tukaj kružimo na mesto in bomo kružili na mesto do sodnega dneva. Ne kružimo na mesto nikoli. Vedno stvari gredo naprej. Tudi če se nam včasih zdi, da gredo prepočasni. Ali pa da sploh ne gredo. In to je to temeljno zaupanje, ki nam ga celotna Božja beseda, sporočilo naše svete knjige prinaša in je za nas še kako veselo sporočilo, odrešilno. Vedno gremo naprej, če človek ne hoče, če se za to malo zavzame pomisli. Tako da so, vidite, tukaj notri, to je vsa naša romanja, imajo tu silno vsebino in te silno globoke korenine in zato vse ti pozdravljam, vsako takšno potovanje, vsako takšno romanje, ker je vedno povezano z našim notranjim napredkom, z našo notranjo izboljšavo in z našo notranjo izpopolnitvijo. In gremo k drugemu. Drugi pravi, Rok je bil romar in je bil tudi spokornik. Mogoče zdaj, ko vam rečem spokornik, tako človek postane malo bolj zaskrbljen, pa si tu pa ni preveč prijetna zadeva. Ni. Po eni strani je res. Vsak post, vsaka ta duh spokornosti prinaša s sabo določeno skrb, določeno odpoved, premagovanje in tako. Ampak takoj v naslednjem hipu prinaša veselje, ki ga vsakršno veselje brez tega ozadja ne prinaša. Ena najbolj takšnih značilnosti, kakor smo omenili pri izvoljenem ljudstvu zdaj, to smisel za romanja in da so oni sploh kot narod romari po svetu in tako odprti. Podobno lahko rečemo za nje. Druga značilnost je ta njihov smisel, ta duh spokornosti, veste. In imamo teh primerov toliko, jih sami poznate, kako so oni z lahkoto priznavali svoje grehe, tudi takšne, ki se jih niso spominjali. Recimo v knjigi Makabejcev je najbolj takšen, prav grozen primer, se mi zdi. Opisuje vse, kaj so s temi Makabejci delali, kako so jih mučili, razbijali družine, vse, kar je bilo najhujše, takšne in drugačne muke in vse. In ko vse tu opiše, ta pisatelj knjige Makabejcev, potem na koncu pravi, velika kazen je zadevala Izraela. Sem prvič videl, sem rekel, tukaj najbrž ena majhna napakica, Rimopoljet original. Velika kazen je zadevala Izraela. Kako so bili čist bogi tam, so jih mrcvarili, žive in mrtve na vse načine. Ne, velika kazen. Ne krivica. Jaz sem čakal tam besedo krivica. Velika krivica je zadevala Izraela. Kazen. Glede, kaj ti pomeni? Pomeni, sicer ne vemo prav točno, nekaj že vemo, vsak ima malo masla na glavi, ne? Vsak se vidi, ma toliko hudo pa ni, da bi z nami morali tako delati, tako kot delajo. Ne mora biti, ne? Ne, oni ne gledajo v to smer, vidite. Najbrž ne poznamo dovolj, kdo ve, kaj vse je bilo, kaj je narobe, mogoče še od naših staršev, mogoče pa trpimo naprej za svoje otroke, da bodo boljši, tako, da ne bodo prišli v razne pasti in tako. In so tudi takšne najhujše veliko mučeništva, spokornosti, ko govorimo o tem, jemali dobrohotno izrekli. Prav gotovo je dobro. Če nebeški oče to dopušča, pomeni, da tu je v korist, glede. Podobno kot starši, če se otroka malo bolj strogo prime, otrok si misli, kaj zdaj tu, zdaj me bodo pa pokončali. Ne, daleč od tega. Bo že počasi pogrunto, zakaj je bilo tisto potrebno. In kako odrešilno je bilo videti. In toliko reči takšne, glede, tudi
potem v življenju odraslega človeka. Marsikaj ulovimo, marsikaj si znamo razložiti, marsikaj je malo težje. Ampak da se ne bi ustrašili, da ne bi nekako obupali nad nebeškim očetom, da bi mu odpustili, da dela drugače, kot si mislimo mi, ali pa kot si mislimo, da zaslužimo mi. Tukaj vidim ta dober, lep premik, ki ga je vedno znova treba malo odpirati in podpirati. Da sprejmemo, da imamo toliko širine in da tudi reči, ki nas morajo v tem spokornem duhu malo drže zadenejo, da bi našli v vsaki taki stvari, tako kot izvoljeno ljudstvo, smo na nek način smo zaslužili ali pa nam je že vnaprej, da se bomo rešili vnaprej kakšnih reči, zato nam je takšna stvar potrebna. Če pa gremo na enega človeka, najbolj znan, tudi vam je že to znan, sem zdaj povedal o celotnem izvoljenem ljudstvu, najbolj znan med temi imenitnimi ljudmi, predstavniki izvoljenega ljudstva, Stare zveze in tega. Najbolj imeniten, kar se tega tiče, pa je kralj David, znan kot največji spokornik. Tudi je bilo potrebno, vidite, kralj David je bil zelo živahen in vsi več ali manj poznamo, kako trde reči so se mu dogajale in tako. Ampak je bil vedno toliko močan, da je znal se potegniti nazaj, da je rekel, tukaj nekaj ni v redu. Ko je prišel k njemu Natan in mu je očital, kar je zagrešil, bi lahko kralj David poklical služabnika, kakor ob drugih prilikah, ki jih imamo opisane, ko mu je kdo kaj očital in tako. Je poklical stražarja in rekel, odseke mu glavo. In mu je odsekal in je bilo rešeno, vidite. In tako bi lahko kralj David naredil, ko je prišel Natan in mu očital. Pa ni naredil tega. Ampak je kralj David padel na kolena in rekel, grešil sem pred Gospodom. Tem je ta njihova veličina, resnično. In čim več, dostkrat, lepa tolažba, tudi zlasti mladi, ki morda mnogi mladi čutijo težo svojega značaja, pa teh razmer, tako v katerih živimo. In so, dostkrat se mislim, kar malo zbegani, preče, a je moč, a je možno vse te reči spraviti vrijeti in tako. Da se ne bi ustrašili. Se naredi, kar se da narediti. In tudi, če nekaj spodleti, neč huda. Ni najhujše tisto, da človeku spodleti. Najhujše je, da se človek ne pobere. Da reče, aha, zdaj pa to v redu, pa bo pač na tleh. Ne, nikoli. Vedno znova, treba poskušati, vedno znova. In tukaj je ta duh spokornosti. Ja, čutite, kako zelo, da se človek sprejme samega sebe. In tudi, pravim, še enkrat se vrnete, zlastnih mladim, ki joj, kaše sem jaz, marsikdo reče, kaj vse jaz nosim v sebi. Ne vem, kako bo. Da se ne bi ustrašili. Ampak da bi sprejeli vse, kar nosiš v sebi, vse je tvoje in vse je za dobro. Imamo lepo zgodbo o enem mladeniču, spet gremo malo k tem našim prijateljem. Je prišel k staremu rabinu, njihovemu učitelju. Mladenič je vas razburjen, je rekel, je malo poslušal, rekel, no, ma kaj, dragi sinko, je rekel, kaj je narobe? Ja, je rekel, če bi vi, oče, vedeli, kaj jaz nosim v sebi? Ja, je rekel, nosim v sebi eno jagnje, je rekel, ma nosim tudi enha leva, eno zverino. In ne vem, kako bo tle zmahalo. Seveda jasno namigne, kako bo zmahalo. Če nosi enha leva, pa eno jagnje, kaj bo zmahalo. Kdo bo zmahalo, vse skoraj ve. Pa ta rabin mu je vstal po tolažu in je rekel, dragi sinko, je rekel, zmagalo bo tisto, čemur boš dajal jest. Če boš dajal jest levo, bo zmagal levo. Ma če boš dajal jest jagnjetu, bo zmagal jagnje. Zelo preprosto, gledajte. Povedano, s čim se ukvarjaš, kaj bi rad, kaj gojiš v sebi, ali gojiš eno, ali gojiš drugo.
Če gojiš ta pravo, bo zmagalo ta pravo. In tu je, gremo proti koncu, tu je ena spet smo prišli zdaj do tega lepega jagnjeta, ki nas tako veličastno potolaži, resnično. Tudi v zadnji knjigi Svetega pisma o razodetju nastopa mnogo pošasti, vsi malo poznate tu, te zgodbe, ne z rogovi, brez rogovi, z kremplji in zobmi in šapami in vse. Ampak na koncu zmaga jagnje. In tu je najlepše sporočilo knjige razodetja, pa tudi celega Svetega pisma. Kaj to pomeni? Na koncu zmaga dobrota, zmaga skromnost, zmaga ponižnost, zmaga krotkost. In tudi tukaj, gledajte, dragi romari, že v tem življenju in v življenju vsakega izmed nas imamo tu resnico preskušeno, da resnično zmago dosežeš in jo dosežemo, ko uresničimo to, kar predstavlja jagnje. Vse druge reči sprožijo samo nove spore, nove boje, nove avanture. Ko človek uresniči to v sebi, to je ta prava zmaga. In tu so imeli že stari Latinci, ko niso bili kristjani, so rekli, najlepša zmaga je premagati samega sebe. V smislu jagnjeta in teh reči. To vsak jaz verjame zdaj z vsemi temi mislimi, toliko preveč je vsega, takoj nastane. In vi, ki ste tu poslušali, tu se vam sprožijo plazovi novih izkušenj, novih vaših načrtov, novih vaših misli, kako bi to, tam, tretje, četrto. Resnično, dragi romari, brate in sestre, še enkrat vas z velikim veseljem prav lepo pozdravljam. In vas želim, da bi tudi te dve lastnosti, kreposti Svetega Roka, ki smo zdaj čisto na kratko in tako omenili, vedno lepše uresničevali. Da bi ohranili v sebi ta smisel za napredek, duhovni napredek, za romanje, za iti sme, za se skopati v razkešne reči, prideti na prosto, se skopati na vrh. Huni Josov, ki je padel vodnjak, potem pa je rekel gospodar, pa kaj bomo mlačo, vidite, ki je že star, dajmo mi tu za subce skupaj, vodnjak je nosla. In so začeli noter voziti in metati, se je poznal zgodbo. Ta osov je pa bil prebrisan, veste, je pa se malo zmikal, pa malo sem prhe in ko je puno letel noter, je lezel počasi gor. Na koncu je skočil z vodnjaka. Tako je v vašem življenju. Če pada po tebi, ne boj se, samo prav obrni, pohopsaj takoj, ne pomnoje, pa bi se višje, pomnoje, pa spet višje, vidite, tu so takšne lepe primerjave. Torej, želim danes lepo praznovanje, zdaj bomo šli. Noter se bomo lepo zbrali okrog oltarja, ki je znamenje, najlepše znamenje naše vere. Oltar je tudi najlepše znamenje naše predanosti, najlepše znamenje tudi tega obojega naše romarske poti in najlepše znamenje naše spokornosti, naše pripravljenosti za daritev, za lepo sožitje med nami.